Spoštovane državljanke, spoštovani državljani, kot prvo podpisana pod referendumsko pobudo vas vabim, da oddate svoj podpis na upravni enoti proti zapiranju arhivov Udbe in tako omogočite prosto pot do odkrivanja in spoznavanja zgodovinske resnice. Verjamem, da nam bo z vašo pomočjo uspelo zbrati 40 tisoč podpisov, kolikor jih potrebujemo za razpis zakonodajnega referenduma. Predvsem zato, ker se vsi skupaj zavedamo, da je naš edini in skupni cilj iskanje resnice. To pa lahko zasledujemo le, če imamo odprt dostop do arhivov v celoti. V tem pa ni prav nič ideološkega. Vprašanje zgodovinske resnice nikoli ne more biti ideološko vprašanje. Njeno odkrivanje, njeno priznavanje nam je lahko le opomin, da se kaj takega, kot so bila zločinska dejanja Udbe, nikoli več ne ponovi. Vabim vas, dragi mladi, ki lahko prav zaradi čustvene in časovne distance na vprašanja polpretekle zgodovine gledate neobremenjeno, da se nam v velikem številu pridružite in da oddate svoj podpis proti zaprtju arhivov. Verjamem, da se zavedate, kako pomembno je, da narod pozna svojo preteklost, da lahko s polnimi pljuči zadiha prihodnost. Morda se vam to danes ob vseh drugih težavah, ki nas pestijo, ne zdi najpomembnejše. Vendar pa boste čez čas lahko videli, kako bistveno ste s svojim podpisom prispevali k uveljavljanju demokratičnih standardov, kot jih pozna večina demokratičnega sveta, tudi na področju arhivskega gradiva. Naj navedem samo primerjavo. Arhivsko gradivo nemškega Štasija, ki je v Nemčiji imel enako vlogo kot pri nas Udba, je od leta 1992 v celoti dostopno in odprto javnosti. Tudi zato, ker so razčistili s preteklostjo, čeprav je bila težka in boleča, imajo danes ekonomsko, gospodarsko stabilnost in vse pogoje za svetlo prihodnost. Prelom se bo moral zgoditi tudi pri nas. Tudi resolucija o evropski zavesti in totalitarizmih pravi, da morajo države članice Evropske unije storiti vse, kar je v njihovi moči, da ostanejo arhivi odprti, tudi arhivi tajne politične policije. Vabim vas, da oddate svoj podpis na upravni enoti proti zaprtju arhivov in tako omogočite raziskovalcem, zgodovinarjem in vsem nam, državljankam in državljanom, dostop do zgodovinske resnice.